Vážení pánové, vážené dámy, dovolte mi především, abych poděkoval předsedovi Národní rady panu Košvocovi za milé přijetí a samozřejmě jsem velice rád, že jsem mohl předat. Dame in gospodje, najlepša hvala za zelo lep sprejem in sem počaščen, da bom lahko dal sporočilo našemu predsedniku za povabilo v Prago. Še posebej pa bi se zahvalil rad gospodu Štruklju za izmenjavo informacij. Jasno nam je, da imamo ogromno skupnih zadev, ki jih lahko vzajemno diskutiramo in stvari so pač aktualne. In zato se veselim tudi vašega obiska v Pragi. Ale samozřejmě i všem jeho kolegům. Jestli mohu dodat k tomuto, my jsme řešili před hodinou asi dvě témata, jednak co se týká kulturních památek, jakým způsobem jsou ochraňovány. Na tem delovnem obisku smo razpravljali veliko o kulturno-zgodovinskih spomenikih, kako jih obravnavajo pri nas, kako pri vas. Pogovarjali smo se tudi o inkluziji, izmenjali smo si izkušnje in sem zelo vesel, da sem si lahko obogatil znanja tudi s vašimi izkušnjami. Vše a samozřejmě jsem rád, že jsem tady a že jsem zase načerpal nějaké zkušenosti odněkud jinak. Děkuji. Torej, jaz bi se najprej zahvalil vodji češke delegacije Češkega senata, dr. Jermašu, za obisk. Bilo nam je v veselje, da smo lahko izmenjali zelo koristne informacije o treh zelo pomembnih področjih. Naj gre za varovanje kulturne dediščine, za vprašanje inkluzije otrok s posebnimi potrebami v izobraževalni sistem in tudi na splošno o položaju kulture in izobraževanja. Torej, verjamem, oba kolega sta že nakazala, da so problemi pravzaprav zelo podobni, kar seveda ni nobeno presenečenje. Naš razvoj na nek način teče relativno vzporedno in jaz sem prepričan, da so taki obiski Češkega senata v tem primeru izjemno koristi za izkušnje obeh držav in pa seveda tistih, ki prispevamo k odločitvam o prihodnosti in usodi ljudi, ki jih zastopamo, tako da bomo z veseljem si podrobneje ogledali in se odzvali na vabilo, ki smo ga danes dobili in se v Pragi nadaljevali te koristne razgovore.